Dober dan. Aprilsko plenarno zasedanje smo začeli z trenutkom tišine, s katerim smo počastili spomin na vse tragične umrle v letalski nesreči poljskega vladnega letala. Usoda je kruta in nepredvidljiva. Take dogodki nas spomnijo na našo minljivost. Zato je tem bolj pomembno, da naše delo in energijo posvetimo za ljudi, ki nas potrebujejo, in zadeve, ki so res pomembne. Izogniti se nismo mogli niti posledicam vulkanskega izbruha na Islandiji, ki je vplival tudi na delo Evropskega parlamenta, saj nekateri poslanci zaradi omejitev v letalskem prometu niso mogli ali nekateri tudi niso želeli priti do Štrasbura. Zaradi tega smo poslanci razpravljali o dokumentih, le razpravljali, nismo pa o njih glasovali. To bomo počeli na naslednjem zasedanju v Bruslju, predvidoma 5. in 6. maja. Plenarno zasedanje smo namesto v četrtek končali že v sredo. Kljub temu je bilo v dvoranah parlamenta zelo živahno. Mi pa smo se, poleg velikih političnih tem, pogovarjali tudi o povsem vsakdanjih. Za nami je dolga zima in mrzla zima. In marsikdo se je verjetno letos porabil več denarja za ogrevanje, kot je načrtoval sprva. Sedaj, ko se veselimo toplih dni, ne smemo pozabiti, da so lahko tudi poletni dnevi izjemno vroči in marsikdo takrat poseže po hladilnih napravah, ki znova zvišajo naše račune za energijo. Da nam ogrevanje in ohlajevanje ne bi več povzročalo posebnih finančnih obremenitev, bo treba ukrepati. Ena od možnosti je izboljšanje energetske varčnosti naših stanovanj in hiš, kar ima tudi blagodejne okoljske učinke. Zato bomo na naslednji seji nadaljevali razpravo in glasovali o 2 novih direktivah na področju energetske učinkovitosti. Tako bodo morale po letu 2020 vse novogradnje izpolnjevati zelo visoke standarde glede varčevanja z energijo. Ker vemo, da dobri zgledi vlečejo, smo predlagali, da se mora javna administracija tega držati že od leta 2018. Hkrati pa želimo poslanci pomagati kupcem, ko se odločajo, katere gospodinjske aparate bodo kupili. Že od sedaj vam je pri nakupu pomagala nalepka o uporabi energije, ki je sedaj izpopolnjena in bo imela dodatne razrede za najbolj učinkovite izdelke. Klimatske spremembe prinašajo številne izzive tudi za kmetijstvo. Kmetijska pridelava povzroča na eni strani emisije, ki jih je mogoče z novimi kmetijskimi tehnikami precej zmanjšati. Na drugi strani pa klimatske spremembe in pojavi, kot so suše, neurja in po novem vulkanski pojavi ter drugi, negativno vplivajo na kmetijstvo, še posebej v južnih in jugovzhodnih regijah. To zahteva sajenje novih, bolj prilagodljivih sort, boljše upravljanje z vodo, prstjo in tako naprej. Za soočenje z vsemi temi novimi izzivi je treba uporabljati vse inštrumente skupne kmetijske politike in ne le subvencije. Bistveni sestavni del tako imenovanega drugega stebra skupne kmetijske politike je podpora podeželskim regijam z omejenimi možnostmi pridelave. Med drugim gre za gorske regije in regije z drugimi večinoma naravnimi omejitvami. Komisija je pripravila predlog 8 kriterijev, ki bi jih naj v prihodnje uporabljali pri določanju pomoči za te območja. Merila se na prvi pogled sicer zdijo primerna za razdeljevanje območij, vendar pa jih bo po mnenju poslancev treba nujno preizkusiti v praksi, to je izvesti praktičen preizkus kartiranja. Hkrati je treba tudi videti, ali imajo države vse potrebne podatke. Del naših razprav je bil povezan z letalskimi prevozi. Vsi tisti, ki ste že potovali z letalom, veste, da morate pred vstopom na letališče iti skozi rentgensko kontrolo in kako zoprno je lahko včasih piskanje naprave, če v žepu pozabite ključ ali kovanec. Za varnost evropskih državljanov so bili sprejeti skupni varnostni ukrepi, ki so enaki vseh članic Evropske unije, vendar pa so nekatere države članice uvedle še dodatne ukrepe. Stroške osnovnih varnostnih ukrepov običajno krijejo potniki in po mnenju poslancev bi morali biti bolje obveščeni o tem, kaj in koliko plačajo. Hkrati pa se poslanci zavzemamo še za to, da bi morale stroške dodatnih ukrepov plačati nacionalne oblasti. Poslanci smo tudi vprašali Evropsko komisijo, katere države izven Evrope oblikujejo tako imenovane sezname črnih letalskih prevoznikov, ki zaradi tveganja ne smejo pristati na evropskih letališčih. Poleg skrbi za varnost ljudi pa je treba
narediti tudi več za zaščito živali, ki so v veliki meri odvisne od nas, ljudi. Kar dajemo, to dobimo in to se vedno znova potrjuje. Zakonodaje v državah to področje sicer ustrezno urejajo, vendar pa je treba narediti več, da bo zakonodaja tudi res zaživela v vsakdanjem življenju. Po mnenju nas, poslancev, to zahteva več nadzora. Poslanci smo razpravljali še o 2 resolucijah. Prva določa pogoje, pod katerimi se parlament strinja s posredovanjem evropskih bančnih podatkov ameriškim oblastem zaradi boja proti terorizmu. Z drugo pa zahtevamo, da se izmenjava podatkov med letalskimi potnikami med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike oziroma Avstralijo preloži, dokler ne bo pripravljen vzorčni model. Seznanili smo se še z delovnim programom Evropske komisije za leto 2010 in obravnavali končno poročilo o proračunski porabi v evropskih inštitucijah v letu 2008. Lepo vas pozdravljam do naslednjega tedna.